Danes je moja tema solidarnost. Če samo ime pove, da smo solidarni do nekoga ali do določene osebe ali do določenega dogodka. V prejšnjem tednu smo bili zelo solidarni do vseh tistih ljudi, ki so imeli velik izziv z vodo. Voda je poplavljala domove, poplavljala je njihove sanje, poplavljala je čudovito Slovenijo. In vsi tisti, ki smo bili v teh dnevih sočutni do vseh teh ljudi, ki so doživljali zelo velik izziv v njihovem življenju, smo čutili njihovo bolečino. Ne glede na to, da nismo bili zraven, da jim nismo mogli dati tople roke, objema, smo bili v duhu solidarni z njimi in z njihovo bolečino. Niso bili sami in niso sami in nikoli ne bodo sami. Ker v Sloveniji smo solidarni s svojimi bratje, s svojimi sestrami, zaradi tega, ker smo tukaj skupaj. Živimo skupaj v Sloveniji. In vse, karkoli se dogaja v Sloveniji, ker ni v skladu z Božjo voljo, nas prizadene. To ni bila Božja volja. To neurje, te poplave. Ne. To je bila volja tistih ljudi, ki želijo zaslužiti na račun trpljenja, bolečin, katastrof. To je bilo vse narejeno z zlim namenom in nikakor ni bila Božja volja. Ker Božja volja je radost, življenje, ljubezen, sodelovanje, mir. In vsi tisti, ki rušijo ta mir, niso od Boga. So hudobni ljudje, ki imajo na prvem mestu ne ljubezen, to, kar je tudi prva alineja 9. člena našega Društva za srečno življenje. Oni imajo na prvem mestu denar. Na prvem mestu imajo, kako ljudi oškodovati, kako se maščevati ljudem. Sami niso srečni, drugim pa ne privoščijo sreče. Sami nimajo mogoče lepe hiše, drugim pa jim ne privoščijo, da živijo v raju, tukaj, zdaj, na zemlji. In vendar, kot smo danes doživeli čudovit dan, 12. avgust, ponovno sije sonce, ljudje se sprehajajo z nasmehom na obrazu, ker danes je nov dan. In ne glede na to, kako težko je bilo prejšnji teden v naših srcih, je Bog tisti, ki je tukaj z nami, ki spreminja bolezni v zdravje, bolečine v radost, prekletstvo v blagoslov, smrt v življenje. In ljubezen vedno zmaga. Resnica vedno zmaga. Neurje je minilo, vode so se odmaknile, ostali so spomini na ta teden, ki ni bil lep za marsikoga v Sloveniji. In mi v Društvu za srečno življenje smo solidarni in sočutni prav do vsakega, ki je v teh dnevih doživel kakršnokoli izgubo, bolečino. Zakaj? Zato, ker imamo ljubezen v srcu. V Društvu za srečno življenje Belis imamo res ljubezen. Naše delo ne temelji na želji po dobičku. Naše delo je na temeljih brezpogojne ljubezni. In verjamemo, da ljubezen v Sloveniji zmaguje. In je zmagala. Ker je vse razkrito. Razkrito je, kdo je povzročil to neurje. Ni ga Bog, ne dobri ljudje. To delajo tisti, ki se skrivajo izza odlokov, izza pravil, izza vlade, izza raznih društev, ki nimajo dobrega namena, ki ne sejejo ljubezni po Sloveniji, ki ne sejejo miru med ljudmi, ampak sejejo tisto, kar je njihovo srce polno. In njihova srca so polna
hudobije, zavisti, želje po dobičku in želijo utišati vse tiste, ki delamo za ljubezen in za mir. In vendar v Sloveniji zmaguje solidarnost, zmaguje ljubezen, zmaguje tisto, kar je življenje. Ker življenje se ne da ubiti. Ne glede na številne katastrofe, ki so že bile v Sloveniji, je življenje tukaj močnejše. Ptice še vedno pojejo, cvetijo rože, otroci se smejijo, ljudje, ki so polni ljubezni, pa se smejijo. In se bodo še smejali, ne glede na to, da so bile hiše poplavljene, ne glede na to, da je njihovo srce bilo ranjeno zaradi svojih bližnjih, ki so izgubili hiše, ki so izgubili pridelke, ki so izgubili tiste sanje o lepem rajskem življenju tukaj zdaj v Sloveniji, ker življenje se nadaljuje in življenje je vedno močnejše kot kakršnakoli tema, kakršnakoli bolezen, kakršenkoli izziv. In zahvaljujem se prav vsem, ki so na kakršenkoli način v teh dnevih, ko je bilo res veliko stiske v Sloveniji, pripomogli, da danes sije sonce. Da je v teh ljudeh upanje na nov dan, ker hiše se bodo obnovile, poplava je minila, blato se bo odstranilo, mostovi se bojo ponovno zgradili in to upanje, da življenje je večje, močnejše, kakor vse katastrofe tega sveta, je tisto upanje, ki nas usrečuje, ki nas povezuje. In zelo, zelo sem hvaležna, da smo pokazali v teh dnevih solidarnost do vseh teh ljudi na kakršenkoli način. Veliko je bilo molitev, veliko je bilo konkretnih pomoči, tudi denarnih. In še vedno smo tukaj za vse tiste, ki na kakršenkoli način, karkoli potrebujete. Ali to lažbo, ali pomoč pri čiščenju, ali finančna sredstva. Tukaj smo za vas, za vse ljudi, ki na kakršenkoli način še vedno trpite, pokličite. Tukaj smo za vas. Naš čas je vaš čas. Naša ljubezen je tudi za vas, ker bolečine je potrebno ozdraviti. Vsaka bolečina je ozdravljiva z ljubeznijo in z konkretnim objemom in s konkretno pomočjo. Lahko se spomnimo na berača pred templom, ki je prosil 2 učenca od Jezusa Kristusa za denar. In učenca sta berača pogledala, ki je bil tudi invalid, in mu rekla: denarja nimava, da ti ga dava, imava pa nekaj, ker je bistveno več vredno kot denar. Vstani in bodi zdrav. In berač je bil ozdravljen. Vstal je in hodil. In srečen je bil, ker je ozdravel. Če bi mu učenca dala denar, bi bil še vedno bolan, še vedno bi bil invalid. Dala pa sta mu blagoslov, da je shodil. In v teh trenutkih tudi mi v Društvu za srečno življenje Belis dajemo velik blagoslov Sloveniji in vsem vam, ki trpite, vsem vam, ki ste žalostni, odpustite, odločite se za ljubezen in sprejmite našo ljubezen, ki prihaja iz naših čistih src, za vas, za nas, za lepšo, srečnejšo Slovenijo. Hvala lepa za vašo pozornost.